Med Izraelom in Združenimi narodi se obeta oster diplomatski razkol, v središču katerega je ena najbolj eksplozivnih obtožb v zadnjem času. Izraelski veleposlanik pri Združenih narodih, Danny Danon, je besen. Saj pravi, da je OZN vključila Izrael na seznam poročila o spolnem nasilju in konfliktih skupaj s Hamasom in ISISom. In kot posledica tega naj bi Izrael zamrznil sodelovanje z generalnim sekretarjem OZN Antonijem Guterresem. Izraelski veleposlanik pri OZN Danny Danon pravi, da je ta poteza politična in brez povezave z dejstvi. Trdi, da je država neupravičeno uvrščena med teroristične organizacije. In to je polemika, ki sledi prejšnjemu poročilu OZN, v katerem so Hamas spoznali za odgovornega za sistematično spolno nasilje med napadi 7. oktobra, kar po mnenju Izraela pomeni, da je vsaka primerjava z njim globoko žaljiva in nesprejemljiva. Zdaj se nam pridružuje veleposlanik Danny Danon, izraelski veleposlanik pri OZN. Veleposlanik, Izrael naj bi po poročilih zamrznil sodelovanje z generalnim sekretarjem OZN. To so poročila, ki smo jih videli. Seveda smo videli vaša zelo ognjevita sporočila, ki ste jih objavili na spletu. Kaj to dejansko pomeni v praksi in ali nam to lahko potrdite? Seveda, veste, navajeni smo na hinavščino Združenih narodov, ampak to, kar se je zgodilo danes, je nepredstavljivo. Da nas, naše vojake, mojega sina, mojo hčerko, postavijo na isti seznam s teroristi Hamasa, ki so zagrešili grozljiv zločin 7. oktobra. Obstaja meja in odločili smo se, da je dovolj. Skoraj leto dni smo sodelovali z uradniki ZN, dokazali smo jim, da so te obtožbe pristranske. Ni bilo ničesar, kar bi podpiralo te obtožbe. In kljub temu je generalni sekretar prezrl dejstva in dal Izrael na črno listo, ter nas uvrstil na isti seznam kot teroriste Hamasa in ISIS. To je nekaj, česar ne moremo sprejeti. Odločili smo se, da ne bomo več sodelovali z generalnim sekretarjem Guterresom. Zelo kmalu odhaja, imeli bomo novega generalnega sekretarja. V naslednjih nekaj mesecih bomo sodelovali z ZN, vendar ne bomo sodelovali z Guterresom. ZN te liste še ni uradno potrdil. Na čem torej Izrael utemeljuje te trditve? In veste, seveda, zakaj se tako odločno odzvati na tej stopnji, preden prejmete odgovor ZN? Ne igram se nobenih iger, sem zelo neposreden. Danes sem prejel telefonski klic od vodje kabineta generalnega sekretarja. Uradno mi je povedal, da bosta Izrael in naše varnostne službe uvrščeni na seznam. In potem sem ga vprašal, ali imate dokaze, zakaj nam niste dali imen ali obtožb, lahko bi jih dejansko preverili ali pa vam dokazali, da se motite. Ni imel odgovora. Torej je uradno, da je to napoved generalnega sekretarja. Mislim, da bo javno objavljeno v naslednjih nekaj dneh. Ampak sporočilo smo dobili od generalnega sekretarja in zato smo zdaj reagirali. Prav, veš, rada bi še malo več govorila o praktičnem pomenu prekinitve z Antonijem Guterresom. Seveda, kot si rekla, ne bo večno na tem položaju. Obstajajo kritiki, ki bi trdili, da si Izrael na koncu škoduje samemu sebi, ko prekinja odnose s temi mednarodnimi institucijami, kot je OZN. Ampak kaj bi to pomenilo v naslednjih nekaj mesecih? Ali Izrael sploh ne bo imel več nobenih odnosov z OZN? Naj pojasnim. Besti. Ostajamo v Združenih narodih, sodelovali bomo z organi ZN, vendar ne bomo govorili z generalnim sekretarjem Guterresom. Tega, kar je storil danes, ne moremo prezreti. Veste, vsi se spomnimo tistega 7. oktobra, brutalnosti Hamasa, kaj so storili dekletom in ženskam tistega groznega dne. In zdaj dejansko kriviti Izrael za to, ker je bilo nekaj poročil v medijih ali ker je New York Times objavil članek o tem brez osnove, tega ne moremo sprejeti. In mislim, da postavljamo mejo in generalnemu sekretarju sporočamo, veste, on želi poskrbeti, da si zagotovi protiizraelsko zapuščino. Torej, ne pričakuje nobenega slovesa od nas. Veleposlanica ZDA so zdaj ponovno uvedle sankcije proti poročevalki ZN Franceski Albanese, le nekaj dni potem, ko so jih po sodni odločbi na kratko odpravile. Kritiki pravijo, da je tarča predvsem zaradi svoje kritike Izraela. Z vidika Izraela menite, da ta poteza krepi prepričanje, da mednarodni pravni predstavniki prehajajo iz nadzora v politični aktivizem in ali menite, da je bila to prava poteza? Absolutno, podpiram odločitev ZDA. Mislim, da bi morali proti njej uvesti še več sankcij. Če širi laži in sovraštvo,
proti Izraelu, proti ZDA, če primerja naše pogumne vojake z nacisti ali predsednika Trumpa s Hitlerjem, potem ni dobrodošla v Združenih državah. In povsem upravičeno je lahko rečemo, da je dovolj. Te laži lahko širiš drugje, ne pa na ameriških univerzah. Mislim, da je to močna odločitev sekretarja Rubija. To sem mu povedal in upam, da bomo videli še več sankcij proti Albaneze. V redu, veleposlanik Dani Danon, najlepša hvala, da ste se nam pridružili iz New Yorka in nam podali več ozadja o tej zgodbi. Počakali bomo, da vidimo, kako se bo odzvala OZN. Najlepša hvala.